Tako, zdaj bomo pa počas prepustili besedo vam, dragi novinarji, ampak preden pa to storim, bi pa želela posebej izpostaviti predstavnike partnerskih organizacij, ki so danes tudi tukaj z nami, ki dokazujejo že nekateri že več kot 100 let, da jim je mar, da ne pogledajo stran in delujejo kot nekakšni varuhi narave. Tako da jaz zdaj vseh nisem videla, ampak napovedali so pa se, pa bi izpostavila. Tukaj je danes z nami, pa seveda vabljeni, da jim postavite vprašanje, ker vsak na svoj način pa na svojem področju tudi deluje. Janez Matoh iz Olimpijskega komiteja Slovenije. Torej, iz strani Olimpijskega komiteja Slovenije je tukaj gospod Janez Matoh, potem je tam z nami predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja, Andrej Jelenc, direktor reprezentantske Kaške zveze Slovenije, gospod Marko Koročin iz Ribiške zveze Slovenije, iz Planinske zveze Slovenije pa čakujemo gospoda Toneta Tomšeta. Tone Tomše ne more priti, Danilo Zdrizaj. Aha, Danilo? Zdrizaj. Zdrizaj, se pričujem. Potem iz Združenja slovenskih katoliških skavtov in skavtov gospa Barbara Tehovnik, gospa Mateja Ferk iz službe za varstvo jam pri Jamarski zvezi Slovenije, tam je zadaj, dr. Dali Krajčič iz Zavoda za Republike Slovenije za varstvo narave, pardon, ni njega, ampak je gospa Mateja Kocjan, svetovalka za odnose z javnostmi. Potem sta z Zavoda za gozdove Slovenije gospod direktor Jošt Jakša, tam nazadej, in pa Borut Debevc, svetovalec za odnose z javnostmi iz Lovske zveze Slovenije, gospod Srečko Žerjav, tam stoji zadej, poleg njega pa gospod Vili Tomat iz Gasilske zveze Slovenije in nazadnje še gospod Ivo Štajdohar iz Zveze tabornikov Slovenije. No, jaz upam, da je nekdo tudi tle iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, potrdili so gospoda Darko Tabuta, očitno še ne. Naši partnerji pa so tudi Slovenska potapljaška zveza, ki mislim, da danes ni nobenega tukaj. In to je to. Zdaj, mogoče še kdo pride. Zdaj bi pa res dala besedo vam, da postavite kakšno vprašanje nam tukaj ali pa predstavnikom partnerjev. Izvolite. Samo svoje vedenje bi rada osvežila Doboškova z radija. Mislim, da niste omenili, kdaj bo ta potisk za gledališče. Mislim, da marca, aprila. Tako je. V bistvu vse občane... Lahko počakate. Mikrofon tehnično. Vse občane že sedaj pozivamo, da prijavijo dio odlagališča, ki jih poznajo. V februarju bodo pripravljene izobraževalne delavnice za popisovalce po občinah. Glavni del popisa pa se bo začel nekje sredi marca in bo trajal do sredine aprila. Še kakšno vprašanje? Vi se tudi med drugim vključujete v akcijo Očistimo svet, lahko besedo še o tem? Lahko povem, ja. Kot sem omenil, v prihodnje ne bomo več dali toliko poudarka na organizaciji vse slovenske čistilne akcije, samo še enkrat, in to je leta 2012, ko se bomo pridružili akcijo Očistimo svet, ki jo organizirajo Estonci, ki so organizirali prvo tako nacionalno akcijo v letu 2008. Menimo namreč, da v bistvu ni pravi signal niti državi, niti ljudem, da bi to mi vsako leto čistili. Seveda bomo pa dali veliko podporo vsem, ki organizirajo lokalne čistilne akcije že desetletja in v ta namen bomo tudi na naši spletni strani objavili, kje so te lokalne akcije, kje se lahko ljudje priključijo in tudi pozivamo vse ljudi, ki to organizirajo, da nam pošljajo svoje kontakte in informacije, kdaj in kje bo to organizirano. Tako da v bistvu želimo tukaj tudi podporo vsem tem, ki se že toliko let trudijo na tem področju. To se pravi, akcija Očistimo Slovenijo, v enem dnevu bo še leta 2012. Tako je. Ta svetovna akcija. To bo zadnja akcija. Tako. Od takrat naprej pa mislim, da vse sile moramo vsi usmerjati v sistemske spremembe, tako kot že zdaj delamo.
No, glede teh regionalnih pobud bi jaz samo še povedala, da ravno zdaj so nam sporočili iz področja Posočja, da so se združile občine Kobarid, Bovec pa Tolmin in bojo letos pomladi skupaj očistile Posočje po sistemu, ko smo ga mi imeli lani. Tako da te pobude so zelo dobrodošle, sporočajte nam, pa bomo poskušali čim bolj informirati javnost širšo tudi o regionalnih oziroma lokalnih akcijah. Mogoče še sam to, ja, da pa aprila organiziramo tudi konferenco kot predpripravo na svetovno akcijo drugo leto. Konferenca se bo imenovala Očistimo Balkan. Na njej bomo predstavnikom balkanskih držav poskušali nekako prenesti naše organizacijska znanja, pa tudi naše napake, tako da jih oni ne bi delali. Ja, gospod Jovščak se je javil. Mogoče za medije. Letos je svetovno leto gozdov, ki razglasila Združeni narodi. Naši gozdovi so 60% Slovenije, najbolj ohranjen del, žal so pa najbolj skrit kotiček, kamor se lahko odlaga odpadke, ki so sicer v čem skriti, so pa lahko ravno tako nevarni, oziroma kdaj še bolj, ker uničuje tiste najbolj dragocene habitate. Zavod za gozdove kot vladna organizacija seveda zelo podpira in sodeluje pri tem. Zdaj smo od 13.000 popisali 4.100 teh črnih odlagališč odpadkov, toda naša aktivnost, tako kot je v preteklosti, bo celo leto. Mislim, da smo se z Lovsko zvezo skupaj pogovarjali tukaj, da bomo v tem letu predvsem pozornost namenili, da je to permanentno, namreč enkratna akcija za prostovoljce, za državne uslužbence, ki nam je to, oziroma prostovoljne organizacije, ki jim je to bivalno okolje, bo pa to permanentno. Torej, dajmo probati v tem svetovnem letu te naše gozdove, pri kateri so nam ponos, tudi očistiti, predvsem pa probati ljudem povedati, da odlagajo smeti v tuje. Namreč zakonodajo, kot je dr. Kut rekel, bo treba popraviti tudi na tem področju, da ne more biti lastnik vse odgovoren, ampak žal, če se odkrije povzročitelja, povzročitelj drugače pa lokalna skupnost, kajte ob milijon parcelah, 350.000 lastnikih in tako skritih kotičkih, je nerealno pričakovati, da bo lahko lastnik pospravljal, če samo na slike pogledate takole svinjarijo za nekom, ki v njegov gost odluči. Tako da, če boste pa rabili kaj pomoči pri iskanju, lociranju teh v gozdu, pa ker tam vedno GPS nam leče, pa zavod skoči na pomoč. Hvala, tam nas je bila gospa Kocijan. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, ki je seveda tudi partner. Mi smo že lani sodelovali in sodelujemo tudi naprej in če letos mednarodno leto gozdov je do lani mednarodno leto biotske raznovrstnosti in je zdaj tudi desetletne biotske raznovrstnosti, smo dobili podatek. In seveda sodelujemo z vsemi tremi, zakaj se nam zdi to tako zelo pomembno. Prva stvar je, da odpadki se nam nekako zdijo človeku kot takemu, da se je stvari znebil, v resnici pa odpadek vpliva direktno nazaj na človeka. Torej, gospod Plut je že prej povedal, od pitne vode do nevarnih snovi, do tega, da so živali ogrožene, do skratka, ta cikl se zelo hitro povrne nazaj k človeku. Zdaj, kot Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, torej, ker varujemo naravo, bi rada poudarila, da najbolj nevarni se nam zdijo plastični odpadki, namreč ni živega organizma na tej zemeljski obli, ki bi bil sposoben plastiko razgraditi. In plastika razpada, tako ali drugače je strupena in tako ali drugače se vrača nazaj v sistem in tako ali drugače ljudje to plastiko nazaj dobesedno pojemo. Tako da, to se mi zdi zelo pomembno. Druga stvar, ki se mi zdi izjemno pomembna, je torej, posamezne organizacije se izjemno trudimo okrog odpadkov. Vse te, ki smo partnerji, tudi druge, ki so vladne, in da smo nekako brez zobi. Brez zobi v tem smislu, da se ne povezujemo, oziroma da se premalo povezujemo. In zato se mi zdijo ekologi brez meja res krasen primer, da so nas vse povezali med sabo, tako vladne kot nevladne organizacije in da zdaj lahko vsak od nas da svoj prispevek in jaz mislim, da je to, torej, da je prihodnost v tem, da se bomo institucije med seboj morale začeti povezovati in da pač okoljske teme so mogoče v resnici, čeprav ne na prvi pogled, čeprav so v čem skrite, bistveno bolj povedane z ljudmi in da smo ljudje bistveno bolj odvisni od njih, mogoče bolj kot pa od gospodarskih držav. In pa še ena stvar,
Izjemno dobro se mi zdi primer dobre prakse ekologov brez meja, namreč pri nas civilna iniciativa vemo, je. Običajno se je vladne institucije, državne institucije bojimo, ker pokažejo na en problem, ga izpostavijo in ga pustimo. In ga pustijo primeru in ga vržejo žogico na druge strani. Ekologi brez meja so se lotili stvari na drugačen način, zato so tudi uspešni. Oni so pokazali na problem in pokazali tudi rešitev in nas se spet združili. Tako da mogoče recept še pa ne drugim. Ja, gospod Količin iz Ribiške zveze Slovenije. Pozdravljeni tudi jaz, pozdravljam se skupaj in najprej čestitam za Društvo okolje brez meja, zlasti zato, ker so uspeli poklicati skupaj toliko novinarske srednje, kot nam ni uspelo najbrž, če se štejemo vse akcije, vse tiskovne konkurence, ki smo jih poskušali sami izvesti. Pri predstavitvi te problematike odlagališč bi jaz poudaril še eno stvar, ki je sicer zajeta, vendar se mi zdi za naše pojme ribiške in najbrž tudi lovske malce prikrita, da ne gre zgolj za tisto problematiko, ki je stolče ven z človeškega vidika, ampak da gre za življenjska okolja živali, bodi si na kopnem ali v vodi. In da bi to habitatno neoporečnost bolj izpostavili. In v zvezi s tem predlagam, da bi, ko se bomo lotevali sanacije odlagališč, neko prioriteto postavili. Sigurno se mi zdi, da je na prvem mestu vodooskrba, čisti vodni viri. Takoj na to bi pa morali, se meni zdi, upoštevati območje Natura 2000 in takoj za tisto vodooskrbni območji počistiti to, če smo z vsem srcem za to, da imamo ta območje. Šele potem druge o nekem primernem ključu. Tako da, to je moj predlog. Sami, kot je gospodična Štirtova že napisala o tem izdaji za novinarje v kratki notici, že leta 1976 smo Ribiči prvič opravili popis, seveda s takratno tehniko, takratnih arhivih, ki sploh niso centralno niti na zvezi, pač pa imajo v nekaterih okolišče. Ampak to je bilo kot informacija, da je nekaj slabega na terenu. Zdaj poskušamo narediti sodobno, zato smo se tudi z vsem srcem pridružili akciji Očistimo Slovenijo in tudi sami popisujemo te polucijske, kot jim to rečemo, malce grdo, pa vendarle dovolj jasno, točke ne samo odlagališča, pač pa tudi kanale. Poskušamo tudi ugotoviti vrsto onesnaženj, ki prihajajo v teh točkah, jasno v vode, naše področje, kot samo voda, sladkovodno območje, in tako počasi gradimo katastar onesnaženj slovenskih voda. Seveda bomo te iste podatke prenesli tudi k vam, tako da nič ne ve, če je isti podatek večkrat zabeležen. Hvala. Ja, jaz bi rad samo, Marko, malo pokomentiral tvoje besede. Absolutno se strinjam. Tudi tukaj sem imel... Mislim, da je eden od ključnih rezultatov registra, že sedanjega registra in kasneje še dograjenega registra, da bo eden izmed ključnih rezultatov pomoč pri določanju prioritet okoljske sanacije. In tudi tukaj imam zapisano, pa sem zavestno skrajšal, da lahko v razpravi še kakšno rečemo, ključna sta dva polja. Eno je prioriteta na osnovi oskrbe s pitno vodo, to se pravi ta antropocentrični vidik, in drugega, ki ga imam tukaj zapisan, so pa varovana oziroma zavarovana območja, območja Nature, ekološko pomembna območja. Ta dva področja, to se pravi tista divja odlagališča odpadkov, ki so na vodovarstvenih območjih in tista, ki so v različnih tipih varovanih območij, morajo imeti, po mojem mnenju, prednost. To seveda pomeni, da so gozdni ekosistemi tukaj izredno pomembni, kajti večina, recimo, gozdnih ekosistemov Slovenije se uvršča v tako ali drugačno zavarovano oziroma varovano območje. In mislim, da je prav ta popis velika pomoč. Je pa potrebno iskreno povedati, da ko se bo pa konkretna sanacija določala, bojo pa občine morale seveda na osnovi teh podatkov in na osnovi svojih informacij, svojih prioritet določiti resnično tista
divja odlagališča odpadkov, ki bodo po domače povedana prva na vrsti. In če bi z finančnega vidika ovrednotili ta že sedanji popis, jaz mislim, da je vrednost, ki je v dokumentu navedena, okoli 10 milijonov evrov, torej že to, kar je sedaj na razpolago, najbrž celo preskromna ocena. In če bodo prostovoljci sodelovali vsako leto, to pomeni, da bo država samo vsako leto na osnovi dela prostovoljcev pri ažuriranju popisov prihranila vsaj 1 milijon evrov. In mislim, da si akcija tudi z finančnega vidika, ne samo z vsebinskega vidika, zasluži vso podporo države in občin. Najprej Janez, potem pod Srečkov željav iz Lovske zveze. Bi imel še en komentar, ker sem sodeloval pri izdelavi ocenjevalnika za odlagališča. Upošteva tudi varovana območja, upošteva poplavna območja in upošteva območja ob vodah, ob vodotokih. Tako da vsi ti elementi dajo dodatne točke. Tako da je pa res, da je primarno je pa skoncentriran na varovanje virov pitne vode. Tako da ima pa tudi te dejavnike. Lep pozdrav tudi v mojem imenu Slovenske lovske organizacije. Mi se že več desetletij organizirano trudimo počistiti Slovenijo, 15 let, odkar smo prvič zbrali vse članstvo, to je bilo takrat 24 000 in šli na teren. Moram reči, da korak naprej nedvomno je to, kar se je zgodilo lani v okviru, bom rekel, civilne iniciative in pa seveda to povezovanje vseh organizacij, vladnih in nevladnih, da seveda naredimo nekaj pomembnega in mislim, da smo naredili nekaj pomembnega. Želim pa tudi tukaj upozoriti, da pravzaprav lovcem na terenu zmanjkuje volje, da bi še vedno šli v te akcije, namreč vsako leto na istem mestu čistimo odpadke. In enostavno tisto, kar mislim, da moramo narediti in kar bi predlagal, da gremo korak naslednji v tej iniciativi, je, da pravzaprav uredimo en sistem, kako bomo preprečevali, da do tega ne prihaja ponovno. Dobesedno šli smo iz terena, dajmo pelati, ven zdaj spet lovci počistili, ne? Nam ni treba kamer voziti, ni treba nič plačati. Spisek divjih odlagališč, ja, mislim, da je izredno pomemben korak, vendar bi bilo treba tudi nekako, bodi si, kot je dr. Plut predlagal, skozi to, da bi to postalo kaznivo dejanje, ali na kakšen drug način seveda pripela do tega, da se to, kar se da zmanjšati, ne upam se reči preprečiti. Na drugi strani pa vemo za primer dobre prakse, občina Vrhnika namreč, mislim, da je vsem nam poznana, zakaj ne bi zadevo preštudirali, zakaj ne bi skušali ta model tudi prenesti drugam, morda se celo za tako študijo da dobiti kakšna mednarodna sredstva, evropska. Mislim, da tudi v vaši organizaciji bi prav prišla, vsi bi pa seveda in predvsem narava imeli koristno. Hvala lepa. No, naj povem, da mi z občino Vrhnika redno sodelujemo. Poleg tega pa ta register divjih odlagališč v bistvu, ko bo toliko razvit, da bo lestvica omogočena, da bo tudi nekakšen sramotilni steber za občine in nobena ne bo hotela biti na vrhu, tista, ki ima največ divjih odlagališč. Tako da to bo nekako tudi, se mi zdi, v tej smeri prispevali. Hvala. Glede občine Vrhnika bi povedal samo to, da je občina Vrhnika do tega uspeha prišla po približno 20-letnem delu. Toliko časa je potrebno za to, da se ta okoljska ozaveščenost prebivalcev dvigne. Oni so vztrajno delali in so res primer dobre prakse, tako da tudi moji študenti, ki imajo varstvo okolja, si gredo ta primer pogledati. 20-letno obdobje je bilo za to potrebno. In brez ozaveščanja prebivalcev ni uspeha pri tem. Ja, to ne. Jaz pri tem vašem zavzemanju pogrešam en grob poziv izdelovalcem smeti. Ja. Ki te smeti izgledajo drugače, izgledajo kot hit ponudba, kot ekstra price, tiste so še posebno debele in bogate. Zakaj ni tega nagovoren pritiska na proizvajalce? In ja, tukaj se pa strinjam, delo je kaznovrtno. Za vsak miligram odvečne plastike, ampak talelke. Ja, moram reči, da mi se tudi trudimo naše društvo. No, to so pač drugi projekti.
V okviru drugih projektov se trudimo zmanjševati nastajanje odpadkov. Ne. Recimo ena od teh pobud je bila recimo pobuda za okoljski prispevek za plastične vrečke, kjer bi se že določeno število teh odpadkov zmanjšalo in mislim, da tukaj je v bistvu prioriteta. Ne. Če so dio odlagališča čisto na repu vsega, je to tista prva stvar, ki se jo moramo lotevati. Ne. Mislim, da problem odpadkov smo predolgo zanemarjali, tako da na vseh področjih škripa in posod je še zbelik za narediti. Mercator se ni pridružil akciji. Ne, prvi, ki pa moramo prevzeti odgovornost, smo pa seveda mi, ki kupujemo. Ne. Če bomo mi enkrat rekli, ne bom tega kupila, ker tega ne rabim, potem tudi oni ne bojo imeli razloga, da to proizvajajo. Tako da, če se že 100 let trudimo, da pač pritiskamo na proizvajalce, pa nič ni haska, je zdaj čas, da se obrne. Se pravi, da gre pobuda od ljudstva navzgor. Se pravi, če bomo mi rekli, ne bojo oni, ne bojo imeli šans. Lahko jaz sam podarim eno zadevo, ker se mi zdi, da se nagibamo k njej vsi skupaj. Represija je bila omenjena in sem seveda podpiram to vrstno veliko prispevek k takim aktivnostim. Ampak zavedati se je treba, da brez tega, kot je v Vrhniki primer, brez ozaveščenih ljudi, nobena represija ne bo pomagala. Namreč več kot, pa velika večina ljudi se mora ravnati v skladu z normami, zato da represija sploh pomaga. In tle bi jaz pač poudaril na to, da prihajajo novi rodovi in da bomo na tem področju imeli vedno več dela, ali pa vsaj toliko kot do sedaj. In da bi morali, ne vem, pri medijih recimo pogrešam kakšne izobraževalne oddaje o tem ravnanju z odpadki in o tem, kako se ne sme odlagati in kje se ne sme odlagati, oziroma kam se pa lahko. In take stvari. Skratka, čim več tega sočasnega delovanja na različnih področjih in potem bo akcija sigurno rodila večje uspehe. Jaz tukaj še eno stvar menim, da res se trudimo na vseh koncih pritiskati. Zdaj se dobimo z ministrom za šolstvo, zavodom za šolstvo, ker smo prepričani, da je treba res tudi te trajnostne vsebine, to globalno učenje vključiti v šole. Učenci, je to doktor Blut rekel, so raziskave pokazali, da so naši otroci premalo zaveščeni, da se premalo zavedamo te svetovne odgovornosti kot državljani sveta, ne samo državljani Slovenije. Moje dejanje tukaj vpliva na življenje nekoga na drugem koncu sveta ali pa na to, da izginejo živalske vrste, da se onesnažuje na drugem koncu sveta. To je res treba na vseh koncih se lotevati in ja, nas je pač omejeno in seveda vse vamo, ki ste pripravljeni, da nam pri tem pomagate. Skupaj verjamem, da lahko naredimo eno spremembo. Torej, Ministrstvo za šolstvo bomo tudi predlagali, med drugim bomo videli, kakšna bo reakcija ministra in Zavoda za šolstvo, da bi bistveno večjo pozornost namenili okoljskemu ozaveščanju učiteljev. Učiteljev. Če ne bodo učitelji ozaveščeni in če ne bodo oni vedeli, na kakšen način in kaj pravzaprav ta problematika onesnaženosti okolja v širšem pomenu pomeni, potem je težko pričakovati, da bomo dobili okoljsko ozaveščene učence. Okoljsko ozaveščene učence so pa najboljši parameter in najboljši pritisk na starše. To se pravi, da bodo preko učencev oziroma otrok prišlo tudi do ozaveščanja staršev. To pa moram reči osebno, da zelo, zelo drži. Če smem samo en podatek, torej 30% ljudi se da ozavestiti, 10% ljudi pa potrebuje represijo. In tukaj morajo biti še vsi faktorji zraven, se pravi, mora biti na voljo, kam lahko odpadke daš in tako naprej. Ampak dejansko ozaveščanje je 90%. Zdaj pa gospa Matej. Še na en problem, to pa je odprtost komunalnih urad, ali kako ne imenujem. Mest, kamor jaz lahko pripeljem odpadke in da jih ti dobrohotno sprejmejo. Pred dnevi mi je rekel eden,
da zavrnite plošče enostavno ne ve, kam oddati, ker jih tam, ki je komunalno podjetje in kjer se je zbiralo, ker je bila deponija, jih ne sprejme. Prav, ne vem, če ne bom tudi jaz tak, da bom pelal nekam v divje odlagališče. Torej, gre za to, da se te komunalne organizacije odprejo v tem smislu, ne da zaračunajo, če pripeleš kakšne stvari, ampak da enostavno zberejo, pa magar potem sami sortirajo, če že ni to tako narejen, da je že ob sprejemu možno sortirati odpadke. To je ena stvar. Druga stvar pa, ker sem od gasilske organizacije bi rad to rekel, da je letos leto prostovoljstva, tudi poleg ostalega. In seveda, naša organizacija je zelo številčna. Mi imamo 130 000 članov prostovoljnih gasilskih organizacij, zelo smo razvejan, saj praktično 120 občinskih gasilskih zvez, kamor so društva povezana, da ne rečem, da je komaj kakšna vas, ki nima gasilskega doma. In seveda gasilci s to svojo prostovoljnostjo so prvenstveno usmerjeni v zaščito, reševanje ob požarih, ob drugih nesrečah, vendar vedno smo bili pripravljeni in so pripravljeni gasilci pomagati tudi v taki akciji. To se je pokazalo tudi v lanskem letu in tudi že v prejšnjih letih, kajti tudi prej smo se vedno pridruževali skupaj s turistično, skupaj z lovci, skupaj z ribiči, ker imamo tudi tam črpališča in podobne zadeve, tako da je to tudi zdaj računamo, da bo tako akcija uspela in da bomo lahko. Ampak kot pravim, gre predvsem za to, da jaz vsaj tako gledam, da vem, kam lahko peljem, pa vržem, da je stvar mirna. Sej zdaj s temi zabojniki pa različnimi barvami se je veliko popravil, velik korak naprej je narejen. Ampak še vedno so pa, jaz vem, tudi pred kratkem, si je en stanovanje preurejal, pa so enostavno pred blok postavili vso opremo po mobili, kar so ga imeli. Enostavno poklicala komunalo, ki je komunala prišla, sploh nič več ni bilo tam. Tako da, če vem, kam odlagati, je tudi veliko lažji, kot pa da potem s tem grem v divje odlagališče. Hvala lepa. Gospa Mateja Ferk z Jamarske zveze Slovenije. Jaz bi samo še dodala pri tem, niso vsi odpadki, vsa divja odlagališča vidno o čem. Ogromno divjih odlagališč odpadkov se nahaja namreč v podzemnih jamah, ki pa dodatno so dejansko nedostopna za večino prostovoljcev, ki so pripravljeni sodelovati na teh akcijah, kar pomeni, da je kakršnokoli zbiranje informacij o tem, kje se ta onesnaženja nahajajo v lokaciji divjih odlagališč, kakor tudi sanacija takšnih območij, izključno navezana na jamarje. In o tem, da je kraški sistem, ki je praktično predstavlja polovico naše države, še posebej ranljiv in občutljiv z vidika onesnaževanja pitne vode, in da je prav tako skoraj polovica oziroma nekje polovica prebivalstva naše države se oskrbuje prav s to vodo, in da imamo v samem jedru tega kraškega sistema onesnaženja, za katera praktično skoraj nihče ne ve, je to v bistvu zelo velik problem in finančno velik zalogaj sanirati ta območja. In dejansko se jamarji trudimo že desetletja z popisovanjem teh območij, z čistilnimi akcijami, ampak koliko jam v Sloveniji imamo zares onesnaženih, dejansko nihče ne ve. Glede na to, da je pa večina, recimo, dokaj dostopnih lažjih jam, recimo, ki se nahajajo v bližini kakšne ceste, vsaj kakšnega kolovoza, onesnaženih, lahko ocenimo v grobem, da je vsaj 1000 jam v Sloveniji onesnaženih. In to je dejansko predstavlja še dodatno zelo velik problem. Ja. Hvala lepa. Še gospod Griza iz Planinske zveze Slovenije. Ja, lepo pozdravljeni. Torej, jaz bi se navezal na to, kar je Ivo povedal, na izobraževanje. Predvsem pri mladih je potrebno začeti in Planinska zveza je že pred 30 leti začela preko svoje mladinske komisije vzgajati mlade planince v smislu, da odnašajo smeti s seboj v dolino. S to akcijo smo nadaljevali tudi v začetku 90-ih let in jo stalno izvajamo, tako da v bistvu opažamo, da se je število smeti v naših planinskih poteh precej zmanjšalo. Problem so pa še vedno
stari greki, stara odlagališča, ki so nastala pri gradnji planinskih koč v 70. in 80. letih. To poskušamo tudi sanirati. In pa problem smeti, ki jih pa povzročajo turisti, ne planinci, ampak turisti, ki so locirani v naših turističnih centrih, okoli v Julijskih Alpah, Bovec, Bohinj, Kranjska Gora. Ti turisti hodijo v hribe in v bistvu jih ekologija bolj malo briga, puščajo smeti, naši člani planinskih društev te smeti pobirajo in jih transportirajo v dolino, bodisi s helikopterji, bodisi z tovornimi žičnicami. Tukaj pa nastane zdaj problem, kam te smeti potem deponirati in kdo bo plačal potem hranjenje teh smeti. Ker smeti so bile povzročene v gorskem svetu, če smem to reči, ampak niso jih povzročili planinci. In v bistvu vedno pride potem tisti strošek na grbo planinskih društev. In tukaj nekako ne najdemo skupnega jezika z našimi občinami. No, ampak najbolj bistveno je to zdaj. Planinska zveza se bo tako kot prejšnje leto s svojimi 58.000 člani vključila v to akcijo. In tudi letos bomo, če bo le uspelo, skupaj z Zavarovalnico Triglav ponovili akcijo iz prejšnjega leta Čistimo Slovenske gore in pozivam vse, tudi medije, da vplivajo na to, da bojo obiskovalci hribov nosili smeti, ki jih povzročijo seboj v nahrbtnikih v vrečkah v dolino. Ne pa, da jih dajo pod kakšen kamen in pod skalo. Pa še nekaj bi povedal. Planinska zveza si že 20 let prizadeva za ohranjanje nižje ležečih virov pitne vode. Vsi vemo, da odplake iz naših planinskih koč lahko osnažujejo nižje vire in tukaj bi poudaril to, da v bistvu smo v teh 20 letih bili praktično sami. Od naše države nismo prejeli nobene večje pomoči, tako da v bistvu smo vse male čistilne naprave in suha stranišča, pa tudi sisteme za alternativne vire energije na planinskih kočah financirali iz lastnih sredstev oziroma iz raznih razpisov, tudi mednarodnih. In glede na prakso, ki sem jo videl v tujini, ker Planinska zveza je članica mednarodnega združenja Klub Alkalpan, ki združuje 8 držav alpskega loka, v sosednjih državah nimajo podobnih problemov, ker tam se država preko svojega ministrstva za okolje in prostor in pa tudi preko gospodarskega ministrstva, ki skrbi za turistično dejavnost, aktivno vključuje v to, da planinske koče urejajo tako, da so okolju prijazne. In letos bomo pričeli z akcijo, da bi planinskim kočam, ki so že dosegle take standarde, podelili znak okolju prijazna planinska koča po standardih, ki so uveljavljeni v planinskih zvezah Nemčije, Avstrije in Južne Tirolske. In glede na to, koliko to problematiko poznam, pričakujem, da bo lahko 10 naših planinskih koč letos že prejelo tak znak. Hvala. Hvala lepa. Jaz bi s tem, ja? Marita Kraj-Dnevnik, samo eno vprašanje. Obstoječi register divjih odlagališč ste že kaj preverjali, če je imel kakšne učinke, oziroma kakšni so bili ti učinki? Ja, mi smo dobili povratne informacije strani državnih in občinskih inšpektoratov, da se to uporablja na terenu. Recimo, slišal sem tudi za dober primer dobre prakse, v bistvu, da ta odlagališča, ki so prijavljena, inšpektor v bistvu gre pokazati v bistvu občanu, ki je tam lastnik zemljišča, in ga poveže naprej s tistimi, ki organizirajo lokalno čistilno akcijo. Tako da v bistvu občan sam je zainteresiran, da se poveže s tistimi ljudmi in da se to očisti, ker drugače je pač on odgovoren, če se krivca ne najde, da to očisti. Tako da ima pozitivne učinke, sigurno. Seveda bomo pa še naprej pritiskali, da bi se to čim bolj upoštevalo, sploh potem, ko bodo odlagališča ocenjena, da se najprej čisti tista najbolj nevarna. Na tem bomo veliko delali. Hvala lepa. Tako, smo že malo prekroka. Še enkrat vsem hvala za udeležbo. Upam, da nas boste spremljali še naprej. Upam, da se vidimo tudi na začetku marca, ko vas povabimo še na popis, na teren. Lep in uspešen zaostanek dneva želim. Vsi
Hvala, da boste povedali.